Občino Loška dolina sestavljata dve obsežni kraški polji. Večje Loško polje in manjše Babno polje, ki jo objema hribovit, z mogočnimi gozdovi porasel svet. V tisočletjih jo je izoblikovala vztrajnost vode, ki je najedala apnence in dolomite, ter mrzli zimski vetrovi snežnika, odetega v snežno odejo. Ob izviru Velikega Obrha že od leta 1888 stoji domačija z žago. Obnovljeno poslopje z žago znamke Esterer, najstarejšo še delujočo žago tega proizvajalca, služi danes predvsem galerijski in prireditveni dejavnosti. Tudi nižje ob strugi potoka je nekoč delovalo več mlinov in žag. Kraški potok Obrh ponikne v ponorno jamo Golobina, ki je napolnjena z vodo predvsem v času poplav. V času poletnih sušnih obdobij je voda samo v težko dostopni jezerski dvorani, ki si jo je mogoče ogledati z vodenimi izleti. Naselje Babno polje leži na vsojni legi z izredno hladnim podnebjem. Zime so tu zelo mrzle, zato pravijo temu območju tudi Slovenska Sibirija. Na Babnem polju je bila leta 2005 zabeležena najnižja temperatura v Sloveniji, kar -35 stopinj Celzija. Tudi poleti tu ni pretirane vročine. Domačini so celo julija izmerili temperaturo -2,4 stopinje Celzija. Snežnik je s svojimi 1796 metri najvišja gora zunaj alpskega loka v Sloveniji. Njegov zasneženi vrh se blešči še dolgo v pomlad. Svojo izrazito podobo privablja številne planince in druge ljubitelje narave. Zaradi svoje biotske pestrosti in habitatne izjemnosti je Snežnik danes zaščiten kot naravni rezervat. Križna jama je svetovno znana kraška vodna jama. Njena posebnost so kristalno čista podzemna jezera s sigastimi pregradami. Dolžina vseh zunanjih rovov v križni jami je več kot 10 kilometrov. Tu se nahaja najdišče kosti jamskih medvedov, ki sodi med najstarejše v Evropi. Na ogled je tudi ena največjih lobanj te izumrle vrste. Križna jama velja za četrto najbogatejšo jamo na svetu po pestrosti jamskih organizmov. Gozdovi pokrivajo več kot 4/5 celotnega območja občine Loška dolina. Življenjski prostor nudijo volku, risu, rjavemu medvedu ter drugi divjadi in jelenjadi. Lovska družina Lož Stari trg ter gostišče Mlaka iz Markovca organizirata za radovedneže opazovanje rjavega medveda, ki velja za največjo zver evropskih gozdov. Med kulturno-zgodovinskimi spomeniki izstopa grad Snežnik, ki je edinstven muzej bivalne kulture 19. stoletja in edini grad v Sloveniji, ki se ponaša z izvirno notranjo opremo. Pod današnjo renesančno podobo skriva bogato zgodovino, ki seže tja v srednji vek. Grad je umeščen v park, ki je zasnovan v krajinskem slogu in ga sestavljajo številni drevoredi, jase, umetno jezero in sprehajalne poti. V idiličnem okolju gradu Snežnik se spomladi na srednjeveškem dnevu odvijata pravi viteški turnir in srednjeveški sejem. Poleg gradu je na ogled tudi impresivna lovska zbirka, ki vsebuje trofeje avtohtone divjadi Snežniško-Javorniškega masiva in Cerkniškega jezera. V Polharskem muzeju je originalen prikaz načina življenja, lova na polhe in njegove uporabe v gospodarske in prehrambene namene, nekoč in danes. Lov na polha obujajo domačini na tradicionalni prireditvi imenovani Polharska noč, ki poteka zadnjo septembrsko soboto. Tu si je mogoče ogledati nekoč bogato polharsko izročilo in kupiti pravo polhovo mast, ki je bila v ljudskem zdravilstvu izredno cenjena. Težko prehodni snežniški gozdovi so v letih od 1942 do 1944 skrivali partizanske bolnišnice. Partizani so ranjence od tod s pomočjo zavezniških letal prepeljevali v italijanski Bari. Evakuacija je potekala z prvega partizanskega letališča, ki je leta 1943 delovalo na Nadleškem polju. Spomenik snežniškim partizanskim bolnišnicam stoji tudi na Županovem lazu. Leta 1476 so Turki Lož popolnoma opustošili.
Da bi prebivalci lahko sezidali mestno obzidje, ga je cesar leta 1477 povzdignil v mesto. Listina, ki priča o tem, je izjemna dragocenost, saj je edina v izvirniku ohranjena ustanovitvena listina iz srednjega veka na Slovenskem. O pomembni vlogi loža v lokalnem prostoru priča tudi Pusti grad, razvaline starega oglejskega gradu iz 12. stoletja. Za ljubiteljske športnike je občina Loška dolina zanimiva v vseh letnih časih. Pohodniki se v tod lahko odpravijo na vrh Snežnika ali pa na nižje in lažje dostopne vzpetine na obrobju doline. Kolesarji bodo navdušeni nad mrežo privlačnih lokalnih cest in poti. Tudi ljubitelji ježe in konj bodo našli primerne poti ali pa se pustili zapeljati z lojtrnikom. Pozimi se ljubitelji alpskega smučanja lahko predajo zimskim radostim na smučišču Ulaka v središču Starega trga. Če je snega dovolj, pa so v okolici na voljo tudi urejene poti za tek na smučeh. Junija, ko kmetje začnejo s prvo košnjo, se na poljih in travnikih Loške doline začnejo pojavljati ostrnice, ki so nekoč zagotavljale kakovostno sušenje sena. Pravšnjo ostrnico predstavlja okleščen vrh smreke ali jelke, ki jo je potrebno dobro zasaditi v tla, da se pod težo sena ne prevrne. V tem času domačini organizirajo tradicionalno etnološko-turistično prireditev v deželi ostrnic, na kateri obujajo stare običaje, povezane s košnjo in z izdelovanjem ostrnic. Dobrodošli v občini Loška dolina, deželi ostrnic in samosvojih ljudi.